Z nami je danes Dušan Mandić. Dušan Mandić je raziskovalec likovnih problemov, ki izhajajo iz zgodovinske izkušnje sodobnega slikarstva. Poleg tega, da je slikar, da se ukvarja z grafičnim oblikovanjem, je tudi teoretik. Posveča se teoretičnemu razmišljanju o odnosu med neoavantgardo, med alternativnimi umetnostmi, med sodobno umetnostjo in ideologijo in v odnosu vseh teh alternativnih umetnosti do etabliranega sistema umetnosti, ki je zahodnoevropski sistem umetnosti. Je soustanovitelj, član še danes skupine Irwin, ki je bila ustanovljena leta 1983 in v okviru te skupine je prav tako izpostavljal vzhodnoevropsko umetnost, opozarjal na njeno izključenost ter bil del tega, kako bi rekli, retro principa umetnosti, kajti skupina Irwin je bila ena izmed prvih, ki se je posvečala preteklosti na avantgardni način, zato tudi izraz retro-avantgarda in to počela izhajajoč iz tradicije konceptualne umetnosti. Danes se bova pogovarjala o živalih, zlasti o živalih v sodobni umetnosti. Lepo pozdravljen, Dušan. Hvala. Ampak najprej seveda zelo kratek pogled v preteklost, ko so živali zgolj upodabljali. Katere slikarje, umetnike bi na primer izpostavili? Lahko bi začeli pri Altamiri, Lesko. To so te prve stenske slikave iz prazgodovine. Potem pa, če preskočimo takoj na renesanso, imamo pa celo vrsto umetnikov, od Leonardo da Vincija, Rafaela, pa do, kaj pa vem, sodobno umetnost, moderno umetnost, recimo, da izpostavimo kakšnega Dalija, recimo. Katere pa so bile te živali, ki so jih v preteklosti upodabljali? Ali so to bile vedno enake živali, ali so to bile kar vse živali? To so bile v glavnem živali, ki so imele neko posebno vrednost. Pes, konj in divja žival jelen, recimo. Se pravi živali, ki so pripadale višjemu sloju. Tako nekako, ja. Ja, ker kakšen kralj ne bi gledal kar neke nepomembne živali, da se tako grdo izrazim, ampak nekaj, kar je tudi njega poveličevalo skupaj s to živaljo. Absolutno. Imamo tudi izraz za jelena Royal Stag oziroma Monarch of the Stag in tako naprej. No, in torej danes se pogovarjava o sodobni umetnosti, o živalih v sodobni umetnosti. Tukaj bi izpostavila pomemben preobrat, ki se je zgodil. Namreč medtem, ko so v preteklosti živali zgolj upodabljali, se tukaj zgodi nek preobrat, ko žival postane tudi akter umetnosti ali pa material za umetnika. Koga bi pa tukaj izpostavili in zakaj se to sploh zgodi? Ja, v 20. stoletju se zgodi to, da ne gre več za upodabljanje, ampak nastopi objekt sam. Se pravi, v 60. letih imamo primer, ki umetnik v Italiji, v Rimu razstavijo konja, potem imamo v sodobni umetnosti, ki so tudi v direktnem kontaktu bili Irwini oziroma skozi Olega Kulika, recimo leta 1992, ki je bil kustos naše razstave v Regini, v galeriji Regina v Moskvi, ki nastopa potem kot žival, kot akter, se pravi Oleg z živimi živalmi. Omenili ste konj v Rimu, se pravi, to je ta Duchampovski princip, ko konj ni razstavljen na razstavi za konje, za lepe žrebce, ampak je objekt v galeriji, se pravi, umetnik sam določi, da je to nek ready-made umetnost. Ja, v bistvu gre v 20. stoletju za to, z Marcel Duchampom, da ki razstavi Pissoir v galeriji leta 1915, nek tazga, da spremeni kontekst objekta v umetnosti. Se pravi, tisto, kar umetnik imenuje za umetnost, postane umetnost. Seveda to ni nujno, da bo vsak umetnik vsakemu umetniku to ratala. Marcel Duchamp je vzpostavil ta nov princip materialnosti umetnosti. Tako da je izbral nek objekt iz vsakodnevne rabe in ga je povzdignil v umetnost. Seveda tukaj gre za neke transformacije in filozofsko razmišljanje, ki temu predmetu pritiče, ampak to je že daljša zgodba.
Prej ste omenili Kulika. Kaj pa je Kulik dejansko počel z živaljo ali z živalmi? Kulika poznamo iz 92, ko smo imeli enska ambasado v Moskvi in smo imeli projekt Black Square on the Red Square. Kulik je bil v tistem času kustos galerije Regina in je v bistvu začel svojo kariero kot kustos. Potem pa že 93. leta nastopa, oziroma 94. že nastopa s performansom z Aleksandrom Brennerjem, na nek način ponovita performance psa, vodiča in psa. Aleksandr Brenner je vodič, ki na vrvici pelje Olega Kulika skozi Moskvo. On je v bistvu nag in nastopa kot pes. V bistvu je na vrvici in če kdo pride zraven, ga lahko tudi ugrizne. Tako da leta 1996 smo imeli razstavo v Stockholmu, na kateri je na otvoritvi se zgodil eksces, ki je Oleg Kulik je imel pač ograjen prostor v galeriji in so opozorili gledalce, da pač je to on nastopa kot pes, ampak ker so eni obiskovalci stopili preblizu, je enega ugriznil nogo, na kar je rato eksces, da so poklicali policijo in so psa odpeljali na policijsko postajo. On je bil v vlogi psa. On je bil v vlogi psa. In njega kot psa so odpeljali na policijsko postajo. Ampak je možno potem psu soditi? Pa so nekako prišli do spoznanja, da je on vseeno umetnik, ki igra psa. Seveda to verjetno pripomoglo k veliki popularnosti Olega Kulika. 97. leta nastopil v Ameriki, v New Yorku z naslovom I Bite America and America Bites Me, ki je referenca na Josepha Beuysa leta 1974, I Like America and America Likes Me, ki je nastopil s kojotom v galeriji. Kaj pa se je zgodilo s kojotom v galeriji? To pa je bil projekt Josepha Beuysa, on pa izhaja iz te posttraumatske izkušnje druge svetovne vojne. On je bil pilot v nemški Luftwaffe in je avion padel nekje na Krimu in potem so ga neki Tatari, starodavni prebivalci Krima, ki danes verjetno jih ni več tam, zdravili z nekim lojem in kožami, usnjem in filcem, tako da je v bistvu on na nek način to svoje izkušnje prinesel v Ameriko, tako da je priletel v Ameriko, je šel v ambulantnem vozičku do galerije, tam je bil 3 dni, to je galerija René Bloch, in je bil zaprt v galeriji z ameriškim kojotom. Se pravi, kojot je neka vrsta simbolna native speaker Amerike, ne tako kot Indijanci, in je v bistvu bil zavit v filc in je komuniciral s tem kojotom. On v bistvu nastopa v smislu zdravilstva, tako da v bistvu v tistem času je bila Amerika v vojni z Vietnamom, tako da tudi, ko je ta performance zaključil, ni hotel stopiti na ameriška tla, ampak je spet šel v ta kombi in do aviona in spet odletel v Evropo. Se pravi, se je distanciral do ameriških tleh in do njene politike, ampak v bistvu opozoril, da se naj ukvarja s svojimi problemi, ne pa s tujimi. Sprav, umetnost je lahko zelo sporočilna, tudi ko so živali del te umetnosti. Ja, umetnost je v bistvu neka socialna funkcija, ki se ukvarja z socialnim prostorom, sprav družbenim prostorom. V bistvu umetnik, če se ukvarja sam s sabo, zame ni umetnik. Umetnik mora biti v prostoru, v času, v zgodovini. Brez te navezave nekako... Mora biti tudi odraz tega časa. Odraz tega časa, absolutno. Josefa Beuysa ste omenili, on se je ukvarjal seveda tudi z lojem potem in z pretopitvami zlata, ko je krono pretapljal, tudi z zajcem je imel neke performance. Zgleda, da je ta sodobna umetnost, tudi ko vključuje živali, zlasti performativna, ko imamo žival. Se pravi, ne gre toliko za upodabljanje. Jaz sem se pa zdaj spomnila še na razstavo Damiena Hirsta, ki je bila pred leti v Ljubljani. Kako pa se on loteva umetnosti s tem, da upošteva tudi žival? Ja, jaz bi samo opozoril, da Joseph Beuys je bil zelo pomemben za konceptualno umetnost, sodobno umetnost v Jugoslaviji.
On je 74. ali tam nekje 76. ne vem točno datum, bil prisoten v Beogradu v študentskem kulturnem centru in je imel kar velik vpliv na okolje. Se pravi, pred njim je bilo skupina leta 68-72, potem pa ta vpliv Boysa, srečanje z Raštom Osijevičem, Goranom Đorđevićem, Marino Abramović, tako da v bistvu ta konceptualna sodobna scena se preseli iz 68-72 Slovenije v Beograd in Novi Sad. Ampak tudi v Ljubljani je imel Bojs razstavo, kaj ne? Mislim, da v 80-ih v Moderni galeriji. Ja, je imel razstavo, ampak ni bil živ prisoten. Mi smo Bojsa kot Irvini srečali leta 85 Antoni Dofej v Londonu in smo z Borutom imeli daljši pogovor z njim, ki smo ga povabili v Slovenijo, da bi nastopil v funkciji sejalca. Ker takrat smo pripravili veliko razstavo v Moderni galeriji na temo sejalca in Joseph Beuys je sam predlagal, da bi v bistvu nastopil kot sejalec v zimski pokrajini, v hribih v Sloveniji in bi se še tako rekoč v snegu. Kar je tako z agronomskega in kmetovalskega nekega razumevanja drugače, ne, seveda. On pa je tudi sicer zelo se zavzemal za sejanje, ne, s tem, ko je sadil drevesa in tako, da ni bil ravno naključni sejalec, ker ste ga vključili. Ja, on je se nekako sebe prepoznal v tej funkciji in v bistvu na nek način bil zelo navdušen, čeprav kratko potem je umrl. On je bil v bistvu takrat že, kako bi rekel, na poti v onostranstvo in je imel eno lepših razstav, ki je celo galerijo obložil s filcem in znotraj galerije je bil pa samo klavir in pač mi smo imeli to srečo, da smo ga srečali, preden je šel. No, ampak še vedno Damien Hirst. Damien Hirst je pa imel razstavo v Ljubljani v grafičnem centru, zdaj ne vem, kjer leta, jaz sem ga takrat srečal na otvoritvi. On je pa zelo čist drugi, izhaja iz druge tradicije šoka, tradicije kako šokirati občinstvo. Tako da v bistvu najbolj znan je po truplih živali. On je v bistvu edini umetnik v zgodovini, ki je s trupli živali zaslužil milijone. Recimo prežagano kravo v formaldehidu je prodal za $14 milijonov. V bistvu je najbogatejši umetnik, tako je že milijarder. Ni Kunz najbogatejši? Kunz ima polovico tega premoženja. Tudi to je veliko. Za naše razmere je to čisto avto, ampak hočem reči, da tudi to je taka vrsta umetnosti, ki nas niti ne zanima. Hočem reči, tudi če bi nas zanimali, nismo pač v tej poziciji. Zdaj pa tudi vaša skupina Irvin. Omenili smo, da bo zdaj naslednje leto 40 let obstoja skupine. Ima eno izmed ikon žival, to je jelen. Kako ste prišli do te ikone, zakaj ste izbrali ravno jelena, ker vedno se pojavlja isti jelen, ali gre za grafiko ali za olje, torej vedno je jelen. Ja, zgodba o jelenu. Podoba jelena, v bistvu to je jelen Sir Edwin Landseera iz 1851. leta, ki je bil naslikan za kraljico Viktorijo. Se pravi, to je obdobje začetka industrializacije v Angliji, se pravi izuma parne mašine, se pravi tukaj začne za čist drugo kulturo kapitalizma, se pravi tukaj je v bistvu obdobje Karla Marxa in kapitala. Tako da v bistvu je on, čeprav je bil kot otrok že 12 let, ko je bil star 12 let, je že imel razstave in je izhajal iz družine, oče je bil grafik, ki je že delal za kraljevo družino. Tako da kraljica Viktorija ga je na nek način angažirala, da je slikal te pec domače živali, kraljeve kužke in lovske pse. Potem je bil najbolj znan tudi po teh konjih, ampak najbolj znan je pa vseeno po skulpturah 4 ogromnih Trafalgar Square levov, ki so pa na nek način v centru Londona, tako da vsak, ki pride v London, na nek način se sreča z njim. V
V bistvu je v Ljubljani 82. leta, jaz sem delal v galeriji Škuc, skupina Laibach, Dejan Knez je v zadnji sobi galerije postavil nekih 30 plakatov Metalca in gor je pa v centralno pozicijo postavil podobo Jelena, ki je bil naslikan po sliki Edwina Jencira. Tako da v bistvu Irvin je povzel to podobo direkt po Laibachu. Mi smo delali takrat na temo 5 ikon, glavno so se nanašale na Laibach. V tistem času, ker Laibach je bil v tistem času prepovedan in smo hoteli pač ozavestiti to prepoved. Ikono smo ohranili tudi pozneje, tako da smo ga uporabljali, recimo jaz sem naredil okrogle Jelena leta 86, ki je tudi na nek način en simbol te serije Kapital. Ker tudi Jelen je v bistvu kapital, ko ujameš Jelena, je to kapitalni uplen. To je serija, ki razstavljamo vas iz kunst slike z živalskimi trofejami. In v bistvu je to ena od najbolj znanih naših inštalacij. V bistvu, mi smo leta 1992 imeli razstavo v Clock Towerju, to je pozneje ratalo izpostava MoME, PS1, se pravi... Že v Brooklynu, ne? Čez most, PS1. Takrat je bil še na Manhattanu, pol je pa šlo v Brooklyn, ampak to je bilo v bistvu v eni stolpnici v Manhattanu. In smo na vrh stolpnice že označili stolpnico, smo narisali ogromen 10 metrov velik križ. Potem mi smo pač se nanašali, ker smo se nanašali na rusko avantgardo Maleviča, smo pač imeli simbole križ, krog, kvadrat. Križ smo naredili v New Yorku, kvadrat smo naredili v Moskvi 92. Ja. Black Square on the Red Square, pred Leninovim mavzolejem smo soočali dve ikone 20. stoletja Maleviča in Lenina. In krog smo pa naredili z folklorno skupino v Gorenjskih Nošah, ki smo plesali kolo zraven Bleda. Zelo znana podoba tega kola tudi, ne? Seveda. No, in vi plešete z njimi. Če se vrnem na Lencira, Lencir je zanimiv tudi v tem smislu, da je ta podoba Jelena ratala na nek način prva podoba v množični kulturi. So ga uporabljali, iznajdba tistka pride. Sam Lencir obogati tudi s tem, ki je podobe tiskal v grafičnih tehnikah in prodajajo kot plakate. Potem se pojavi leta... Spravi začetek pop-arta. Ja, na nek način popularne kulture in v bistvu Peter Blake, ki je en začetnik v 60. letih pop-arta v Angliji, naredi tega istega Jelena za Paula McCartneyja, za Beatlese. Se pravi, on v bistvu tudi Peter Blake naredi ovitek Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, ki je en od glavnih albumov v začetku pop industrije. In kar se pa zgodi zanimivega tudi pozneje, da Peter Saville je pa tudi dizajner, ki dela recimo za punk sceno, ponovi tega istega Jelena v tapiseriji leta 2012. Zdaj pa še moje zadnje vprašanje. Se pravi, Irvin, ena izmed ikon je jelen. Vi kot član Irvina uporabljate pa še kakšno žival, zagotovo. Niso samo te živali, ki so na suprematističnih Irvin razstavah, kjer so rogovja Jelenova, kjer so ptice, ampak obstaja pa še neka žival, ki vam je zelo ljuba, kaj ne? Ja, absolutno. V bistvu moja najljubša je žival je Uršula Nordung. Ja, to je medvedek. Ja. To je otroška igrača. Ki pa ni navadna igrača. Ja, mislim, da je bil projekt Urbanarija narejen 96. leta. To je v bistvu prvi projekt Sorosove fondacije. In v bistvu se prostor, namest galerije, prostor, rata urbani prostor za umetnost. Se pravi, se iz galerije seli ven. Iz galerije se seli ven v mesto in potem je tukaj zelo značilno to, da
nastopajo ti medvedki. Mi smo pač naročili serijo medvedkov, kakšnih 200 kosov, ki so imeli na trak z Malevičem in Črnim križem na eni tački in ti medvedki so bili razstavljeni v trgovini, se pravi, so bili prodajni artikel. In vsak, kdo si želel kupiti, ga je lahko v trgovini kupil. Tako da v bistvu je ta medvedek ratal nekako tudi naš simbol. Pozneje smo imeli v Düsseldorfski Kunsthalle nekje v začetku 90-ih let inštalacijo, kjer smo imeli celo sobo opremljeno z policami in s temi medvedki, ki so v sobi in samo v enem kotu je bila slika Malevič med dvema vojnama v vogalu in to je bila cel prostor inštalacija z medvedki. Tako da medvedek je na nek način en naš priljubljenih simbolov. Simbol, ja. Jaz se vam zahvaljujem za ta kratek pogovor. Izvedeli smo marsikaj o umetnosti. Ne vem pa, ali ta medvedek prinese toliko denarja, kot so ga druge živali prinesle drugim umetnikom. Ja, to pa je problem. Ja. Hvala lepa. Ok, hvala.